V slovenski Istri se je dopoldne razbesnelo neurje z obilnimi padavinami, ki so povzročile veliko težav. Najhuje je bilo v zaledju Kopra, kjer hudourniki niso požirali velikih količin vode, ta je zato poplavljala najprej ceste, nato še objekte, med drugimi tudi osnovno šolo v Dekanih. Koprski gasilci so morali na teren poslati vse razpoložljive enote. Vpoklicali so tudi pomoč sosednjih društev. Številne ceste so bile več ur neprevozne. Železniška proga med Rižano in Koprom je zaprta, sprožilo se je več plazov. Jaka Vran. Siloviti nalivi so se začeli zjutraj. V 2 urah je padlo 100 litrov dežja na kvadratni meter. Že dopoldne je voda drla z vseh strani. Ceste so se spremenile v reke, hudourniki niso bili kos izjemnim količinam padavin. Takole je voda drla ob osnovni šoli v Dekani. Kmalu zatem je začela vdirati tudi v šolske prostore, velik del je povsem zalilo. Voda je bila praktično po vseh hodnikih. Največ škode je pa naredilo blato, ki jo je prineslo ravno v te najnižje dele šole. Zaposleni na šoli, ki bi morali danes imeti sestanek in zadnje priprave na novo šolsko leto, so tako morali poprijeti za metle in brisače ter odpravljati posledice poplav. Najhujše je seveda v učilnici tehnike, ker je najnižja. Žal je bila ta učilnica čez poletje na novo opremljena in pripravljena za ponedeljek. Enako je v kabinetu tehnike. Čeprav je ravnateljica že več kot 30 let, pravi, da šole predtem ni nikoli poplavilo, tudi ob najhujših nalivih. Že od jutra pa so bili na delu tudi gasilci, ki so hiteli na pomoč. Začelo se je nekje ob 9. uri zjutraj in do sedaj smo zabeležili približno 70 dogodkov. Večinoma gre za zalite objekte, nekaj je plazov, nekaj je hudournikov, ki so prelili. Večinoma pa se ukvarjamo s črpanjem. Poplavljene ceste so bile marsikje neprevozne, prav tako mostovi, drugod je težave povzročalo kamenje in pesek, sprožilo se tudi nekaj plazov. Tako da je poplavilo več objektov, poplavljena je bila tudi regionalna cesta med Piljem in Rižano. V Vanganerski dolini je bilo več težav in tudi v vseh teh območjih med Dekani in samim Vanganerom. Zapreti so morali tudi železniško progo med Rižano in Koprom, tirov se sploh ni videlo, pod električno napeljavo se je ustvaril hudournik. Delo interventnih služb je še dodatno oteževala gneča na cestah, saj se te dni številni turisti vračajo s počitnic. Praktično vsa prostovoljna društva iz našega območja skoraj so aktivirana, še 3 dodatna društva iz Krasa smo upoklicali. Poplavljalo je tudi domove in poslovne objekte. Je lilo, kuda je Rižano. Ja. V središču Dekanov je tok prestopil bregove in voda je drla tja, kjer je doslej niso bili vajeni. Torej, terasa je bila polovica pod vodo, ker je vse to bilo pod vodo, tle so bili prav obali, oni zidek je bil cel pod vodo, oni tam pri parku in park je bil tudi cel pod vodo. Zalilo je vaško trgovino, prav tako bližnji gostinski lokal. Iz sifona dvignilo v bistvu gor dodatno vodo, ker se je pol razširila čez cel bar. Smo odprli tam vrata, je prav voda tekla ven. Je bilo pa od 15 do 20 cm vode. Stanje se umirilo okrog poldneva, ko je nehalo deževati in je voda začela odtekati, odprava posledic pa se je zavlekla v pozne popoldanske ure. Šele jutri pa bo napočil čas ocene škode, ki jo je ujma pustila za seboj.